Današnje vprašanje se glasi, kako obvladati omrežnino, da nas ta ne bo udarila po žepu. Gospodinjstva, še posebej pa podjetja, se ta čas soočajo s strahom pred višjimi računi za elektriko. Še posebej, če niso preveč domača z upravljanjem oziroma učinkovitim optimiziranjem porabe električne energije. In stvari bodo, kot se kaže, postale še bolj zapletene. Novi sistem bo namreč poskušal omogočiti bolj pravično porazdelitev stroškov za vzdrževanje omrežja. To bo mogoče po zaslugi uvedbe višje zimske in nižje poletne sezone ter 5 časovnih blokov, ki bodo vplivali na cene omrežnine glede na obremenitev omrežja. Pa poglejmo malo bolj natančno. Zakaj je danes omrežnina v Sloveniji pereča tema? Do zdaj smo bili vajeni, da smo omrežnino plačevali predvsem skoraj 90%, glede na to, koliko električne energije v kilovatnih urah smo prenesli. Ampak to, koliko energije mi porabimo, ne vpliva na obremenitev omrežja. Žice se, ne izrabijo, ne segrejo zaradi količine elektrike, ampak zaradi najvišje moči, s katero to počnemo. To je bilo do zdaj zelo nizko ceno. Zdaj se je ta sistem obrnil in večina stroška je torej moč, manjši del stroška je pa energija. Skratka, bolj ugodno bo za tiste, ki znajo paziti na svoj odjem električne energije, se pravi na to, s kakšno največjo močjo elektriko vlečejo iz omrežja. Če znajo to krmili, če znajo na to malo paziti, potem bo za njih enako, kot je bilo doslej, ali celo ceneje, zato ker bojo toliko manj plačevali omrežnine na energijo. Tisti, ki pa ne pazijo, se jim pa zna zgoditi, da bodo plačali več. Da bi se izognili višjim stroškom, bomo naš objekt morali celovito energetsko upravljati. Kaj to pomeni v primeru povprečnega slovenskega gospodinjstva? Predvidevam, da večina ljudi ne ve, koliko moči rabi njihov štedilnik, njihova klimatska naprava, toplotna črpalka. Kaj bodo oni morali zdaj razmišljati dodatno? Če si ne bodo tega rešili na nek avtomatski način, potem bodo pač morali vedeti, da neka kuhalna plošča indukcijskega štedilnika, ki dela s polno močjo, je to 2 kW. Okay. Neka toplotna črpalka, ne takrat, ko gre, ampak je recimo objekt že ogret in samo vzdržuje temperaturo, je ponavadi pod kilovatom. Pralni, sušilni stroji, kilovat pa pol, 2 kW, ampak ne stalno, samo ko grelc deluje. Ostale naprave veliko manj. Tako da treba je samo imeti v glavi, kakšne približno so te številke, pa pač upoštevati to, da čeprav recimo pralni stroj v resnici porabi 2 kW, samo ko grelc za vodo v njemu deluje, sicer pa nekaj 100 W, da pa seveda ni fajn, da ga prežgemo ravno takrat, ko že vse ostalo deluje, ker potem ravno takrat bosta tista 2 kW. Enako velja, ne vem, za kotliče, grelec za vodo, 2 kW moči, če je že vse ostalo prežgano, ga ne prežgati še za 2-3 minute takrat. No, kaj pa se zgodi, če si bomo pozimi hkrati zaželeli močneje ogretega stanovanja, napolnjenega električnega avtomobila, opranega perila in za nameček še vročega čaja? Če bomo presegli našo dogovorjeno obračunsko moč, bo prišlo do tako imenovane konice, ki bo prinesla dodaten strošek oziroma kazen. Kazen se pa izračuna tako, da se sešteje, pogleda se vse 15-minutne intervale, v katerem smo presegli, koliko smo presegli za kilovat, 2, 3 in se potem z eno formulo zračuna presežek za tisti mesec in recimo, če smo tisti mesec po tej formuli, če je bil naš uradni presežek 5 kW, bomo plačali spet 5 krat 3,6, 18 evrov kazni za tisti mesec. Ne? Tako da, zdaj mi si lahko tisto dogovorjeno moč, o kateri sva rekla, znižamo. Za fizične osebe je zdaj tako, če mi tega ne spreminjamo, če ne nižamo, ne višamo, potem še fajn več kot 1 leto kazni ne bomo plačevali, tudi če močno presežemo. Zakaj? Zato, da imamo čas, da se vsi malo naučimo. Točno tisto vprašanje, kako bojo ljudje vedeli, kaj pomeni vse naenkrat prežgati. Videli bojo na svojem računu, od spodaj bo pisalo, ta mesec ste presegli za toliko, če bi se to zaračunavalo, bi vas stalo toliko, ampak ne bo stalo. Po koncu prehodnega oziroma preizkusnega obdobja pa se bodo gospodinjstva pridružila podjetjem, ki po novem sistemu računajo že od letošnjega 1. oktobra. In za poslovne uporabnike bo pametno upravljanje porabe električne energije še posebej pomembno, saj bodo prav oni tisti, ki bodo po novem zakonu predvidoma plačevali več. V podjetju bo torej treba stalno spremljati porabo in proizvodnjo električne energije, ju optimizirati in pametno izkoriščati moč, ki jo imamo na razpolago. In k temu je treba seveda dodati še to, da so tudi moči
in presežki veliko večji. A ne? Eno podjetje, ki ima recimo 200 kW dogovorjene moči v tem najdražjem bloku, če to recimo v nekem mesecu preseže za 50 kW, to ni 18 evrov kazni, ampak 180 evrov kazni. In to se zna dokaj hitro zgoditi. Tako si je zelo težko zamisliti, da bi to vzelo manj kot poln delovni čas vsaj ene osebe. Zato se sprašujemo, ali je ročna regulacija sploh izvedljiva ali smiselna. Tega praktično ne vidim, kako bi se to v podjetju počelo ročno. Enostavno zato, ker bi ta zaposleni moral najprej imeti podatek v trenutno moč odjema iz omrežja, to bi moral nekje spremljati, in potem bi verjetno moral to analizirati, tekati po podjetju, pripričevati nekatere uporabnike, da nekaj prižgejo, nekaj ugasnejo, ročno krmiliti hranilnik električne energije, pa sončno elektrarno, pa tako naprej. Analogno tekanje po podjetju in prepričevanje zaposlenih pa lahko pravzaprav opravimo tudi na bolj sodoben, digitalen način. Poglejmo si eno takšno opcijo. Tale škatlica predstavlja digitalno rešitev za prerazporejanje konične energije. Torej gre za digitalno rešitev za prerazporejanje konične moči, kar poenostavljeno pomeni, da iz omrežja ne odjemamo preveč električne energije naenkrat. To je ena lokacija, na kateri imajo sončno elektrarno, na kateri imajo odjem iz omrežja, na kateri imajo recimo polnilnice za električne avte, ki se jih da krmiliti. Imajo tudi en kup električnih naprav, ki se jih ne da krmiliti, kjer je moč samo izmerjena, in pa baterija. In tukaj zdaj lahko recimo vidimo, da v tem primeru, čisto slučajno, ker je na lokaciji nekaj sonca, poraba je dosti majhna in višek energije se trenutno shranjuje v baterijo. Če bi tule poraba recimo močno narasla, ali pa recimo, da bi zdajle sonca zmanjkalo, bi vedno tule ostajalo pod dogovorjeno močjo. Bi pač baterija začela dodajati, predstavljajva si recimo 1,3 kW je zdajle poraba v tem objektu, če sonca ne bi bilo, bi rabili 1,3 kW iz omrežja. Če mi ne želimo 1,3 kW več iz omrežja, lahko to ta čas počnemo iz baterije. Se pravi, baterija oziroma hranilnik je zelo vitalnega pomena za takšen sistem. Baterija je za nekatere takšne sisteme zelo vitalnega pomena, ne pa za vse. Zakaj? Predstavljajva se tudi, če tule baterije ne bi bilo. Tudi če tukaj baterije ne bi bilo, bi pa potem pač več oddajali v omrežje. Kar je zelo važno, če bi recimo zdajle, ko smo v času najvišjega bloka, se pravi zdajle smo v novembru, smo delovni dan med 7 in 14. To je tisti najdražji 3,6 evra na kilovat. Če zdajle mi priklopimo avto, bi se ta avto začel polniti z 11 kW. Mi imamo pa recimo dogovorjene moči, sva prej rekla 10. 11 kW, pa še kilovat ali dva iz tehle porabnikov, kaj se zgodi? Kar naenkrat smo za 2-3 kW presegli in za vsakih 15 minut bomo mi plačali kazen. Če mi recimo potem pustiva zdajle avto polni do 2 in narediva 20-30 takih intervalov in vsakem preseževa za 2 kW, bo to lepa številka v evrih kazni. Tako da tudi, če nimamo sončne elektrarne, tudi, če nimamo baterijskega hranilnika, še vedno lahko sistem krmili. Lahko se zgodi, da se prižge toliko teh nekrmiljenih naprav, da sam sistem tega ne more krmiliti. Zakaj? Če mi ročno prižgemo doma vse 4 indukcije pa ploščo, tega seveda sistem ne more krmiliti. Sistem ne bo ugasnil štedilnika. Nima opcije. Mogoče kasneje, ko bojo kakšni pametni štedilniki. Ampak nas bo pa opozoril, da presegamo našo dogovorjeno moč in da bomo presegli tisto 15-minutno meritev. Zdaj, mi se lahko odločimo, da bomo to ignorirali, še posebej do konca naslednjega leta, zato ker pač se še ne plačuje kazni, lahko pa rečemo, kaj imam jaz zdajle v sistemu, v hiši, da lahko ugasnem. In to pač ugasnem. Ugasnem za hip, toplotno črpalko oziroma klimo ali pa karkoli drugega, dokler sistem nas ne obvesti, da je zdaj pa dovolj nizka poraba, da ne bomo naredili te konice. Se pravi, v primeru pametnih naprav, kot je recimo pametna polnilnica ali pa toplotna črpalka, pa bo verjetno ta sistem sam zmanjšal moč polnjenja oziroma dal toplotni črpalki ukaz naj zniža moč ali naj se začasno preklopi v stand-by. Imamo pa seveda vedno možnost, da kliknemo na gumb in rečemo recimo pri polnilnici za avto, kar je nujno, preklopimo iz avtomatskega v ročni način delovanja
in bo polnilnica začela polniti, tudi če bi šli čez. Ali pa recimo druga možnost, pravi, mi lahko v tem sistemu nastavimo, da se avto polni samo iz sonca in iz omrežja, ne pa tudi iz baterije. Predvsem je zelo važno, da to lahko enostavno naredimo iz aplikacije. Odpremo aplikacijo Optimum in imamo vse te podatke, ki sva jih midva videla tule, tudi tam notri in tudi tam lahko greva in enostavno pogledava te podatke, lahko klikneva na polnilnico in rečeva, želim, da zdajle... Se pravi, lahko spreminjamo nastavitve tudi nadaljavo. Tako. Želim, da se zdajle avto vendarle polni na polno, a ne, in tako naprej. Tako da, te fleksibilnosti je res ogromno. Če recimo pogledava v ozadju, kako to zgleda, a ne. Se pravi, to so podatki, ki jih vse ta sistem ima. Tako, to je ena lokacija, tule se vidi recimo nastavitev, to je narejena optimizacija torej po teh omrežninskih blokih. Vidiva, da so noter določeni vsi omrežninski bloki in vidiva, koliko je nastavljena tule na vrhu dogovorjena moč. Se pravi, prvi blok 6 kW, če greva nižje, recimo pogleda tretji blok, ki je cenejši, je pa 16 kW in vsi višji. Na drugi strani je seveda nastavljeno tudi, koliko gre lahko iz sončne elektrarne v omrežje, toliko, kot ima pač dovoljenje in pa koliko je skupna moč varovalk in potem seveda ne. Na podlagi tega Optimum gleda na števec, gleda na polnilnico, gleda sončno elektrarno in regulira sončno elektrarno in polnilnico. A lahko pogledava še kakšen konkreten izračun, kako se da prihraniti z Optimumom? Poglejva recimo dve opciji, fizične in pa pravne osebe. Imamo neko fizično osebo, ki ima dogovorjeno moč določeno 11 kW. Verjetno zato, ker je v preteklosti imel take porabe, morda ima doma polnilnico, kaj takega. Ne? In zdaj, mi se pač odločimo kot ta porabnik, da jaz bom pa od zdaj naprej pazil. V najdražjih blokih ne želim plačevati 11x3,6 kW, ker bom pazil, ne bom več avta takrat polnil, ne bom takih stvari počel in si bom znižal dogovorjeno moč na 6 kW. Se pravi, prihranil sem 5 kW, krat 3,6 evra je 18 evrov na mesec, 72 evrov na leto. Zakaj sem rekel 72? Ker ta prihranek je tak samo v tistih 4 mesecih, ko je prvi omrežninski blok v visoki tarifi. To je sicer super, ampak če pa jaz ne pazim, če sem to naredil malo na pamet, če nimam nekega Optimuma zadaj, se mi pa zgodi, da recimo enkrat na mesec za 2 kW samo to prekoračim za 30 minut, pa še enkrat na teden se mi zgodi ena takale prekoračitev. 5 kW, 4 kW, 2 kW, 1 kW, res ne veliko. Po nesreči, da avto polnite, kaj ne bi smel. Ko izračunamo to s tisto formulo, ki je določena, to pomeni 7 evrov mesečne prekoračitve dobrih oziroma 26 evrov kazni. In če to se mi zgodi v vseh teh 4 mesecih, sem si nakopal 105 evrov stroška, kar je veliko več kot prihranek. Se pravi, to se nam ne sme zgoditi. To se nam ne sme zgoditi, to nam prepreči Optimum. Pri podjetjih so te stvari lahko še više, če pogledava eno znosno manjše podjetje 100 kW dogovorjene moči, če znižajo za 30 kW, letno prihranijo 432 evrov. Ampak, če jim pa pride do takih prekoračitev, ena malo daljša, recimo za 5 kW, pa par krajših 5, 2x po 7, pa 3 kW, spet ne veliko, je pa to kar naenkrat 70 evrov na mesec kazni, oziroma v tem ta visoka bloku skoraj da 300 evrov, skoraj toliko kot stane Optimum. Zdaj pa, če to pomnoživa recimo 10 za kakšno večje podjetje, ki ima pa megavat odjema, so pa te številke že zelo, zelo visoke. Zapomnite si torej izraza peak shifting in peak shaving. Gre torej za premikanje in rezanje konic in bistveno lažje bo z dodatnim baterijskim hranilnikom. Če mi rabimo neko določeno količino moči, recimo v podjetju je 100 kW, mi jo lahko porabimo za neko operacijo, za to, da ne vem, nek grelec laufa 1 uro, nekaj takega, nek stroj, takrat, ko je to najdražje in plačamo 100 kW, kar 3,6 evra je 360 evrov. Lahko pa mi to napravo takrat sicer prižgemo, ker jo pač moramo, recimo, ker pač se jo ne da premakniti, ampak energijo za njo zagotovimo iz baterije. Tistih 100 kW moči nam ta čas dobavlja baterija. Ta se sicer prazni, ampak mi smo prišparali 360 evrov. Ko pademo v nižji blok, kar je lahko že čez 1 uro, s temi istimi 100 kW takoj nazaj napolnimo baterijo. To nas sicer, recimo, če gledava drugi blok, stane malenkost manj kot 100 evrov, ampak tam smo prihranili 360 evrov, tukaj smo sicer plačali 100, ampak 260 evrov smo v enem dnevu prihranili. Temu se reče peak shifting, se pravi ne samo, da znižamo konico, ker jo bomo pač nekaj mogli imeti, ampak jo prestavimo v bolj
ugoden omrežninski blok. Če imamo pa možnost samo porezati špico, temu se pa reče po angleško peak shaving, pa da enostavno to porabo razporedimo na daljše časovno obdobje, pa celo baterije ne rabimo, lahko to optimum naredi samo tako, da recimo, da se avto namesto polni z 10 kW, se polni z 2, pa 5 ur namesto 1 uro. Omrežninski bloki nas torej že danes silijo v precej razmišljanja. Še veliko bolj zapleteno pa bo v prihodnosti, ko se nam verjetno obetajo tudi dinamične tarife električne energije, s katerimi se bodo cene spreminjale še bolj pogosto. Na splošno je zelo težko napovedati, kaj se bo dogajalo s cenami električne energije. Zaradi prehoda k zelenim virom pa je jasno, da bodo nihanja in nepredvidljivost trga le še bolj izraziti. Pomembno je torej, da bomo številne faktorje spremljali tudi v realnem času, od potreb uporabnika do sprememb cen in tarif omrežnine, analogno ali digitalno.